Dan spomina na žrtve holokausta, občinska enkratna denarna pomoč. Dogajalo se je jeseni leta 2021. Lampičeva pred olimpijskimi igrami v Pekingu. Bonovec prizorišče državnega prvenstva. Dober večer in lepo pozdravljeni. Tako kot vsako leto od leta 2010 naprej je televizija Medvode tudi leto za Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja pripravila osrednjo slovesnost ob današnjem mednarodnem dnevu spomina na holokaust. Zaradi svetovne epidemije koronavirusa ponovno v virtualni, digitalni obliki, vendar z jasno vsebinsko noto. Spominska slovesnost z naslovom Upanje nosi sporočilo spomina in opomina, tudi s posnetki preživelih taboriščnic. Pohvalno pa so se tega dneva spomnili na osnovni šoli Preska. Devetošolci osnovne šole Preska so pri pouku zgodovine današnji dan posvetili holokaustu in se v okviru projekta Krokus podučili o holokaustu ter spoznali kruto usodo zlasti Judov ter številnih Slovanov, Romov ter Sintov v času druge svetovne vojne. Pogovarjali so se o grozotah, ki so bile storjene, in se zamislili na dejanji, ki jih je človek zmožen storiti sočloveku. S tem želimo, da se ta grozodejstva, ki so bila storjena med drugo svetovno vojno, ne pozabijo, ker opažamo, da je ta zgodovina učencem zelo neznana in sem zelo vesela, da so z velikim zanimanjem v bistvu spremljajo ta projekt in se učijo o stvareh, za katere mislim, da jim koristijo tudi v vsakdanjem življenju. Da se pri pouku zgodovine učenci spoznavajo tudi s temnimi platmi preteklosti, je nujno za vzgojo in priprava takih ur je za učitelje še posebej pomembna. Jaz sem se letos odločila, da jim bo to temo predstavila najprej v obliki kratkega dokumentarnega filma o Auschwitzu, kjer so učenci izvedeli osnovne informacije o tej temi. Potem pa smo stvar konkretizirali in sicer sem prinesla fotografije različnih artefaktov iz taborišča in skupaj zdaj sestavljamo zgodbo nekega taboriščnika. Učenci so razdeljeni v skupini in vsaka skupina sestavlja del zgodbe, ki jo bomo potem predstavili kot celoto. In kaj je učencem pri holokaustu najbolj neverjetno? Predvsem to, da tisti ljudje, ki so to organizirali, so vsaj kazali, da njim to ni niti najmanj grozen. To je meni najhujš in to se mi tudi tako, mi je najbolj grozen predvsem. V bistvu, da so jih tja pripeljali in v bistvu niso sploh Unike ne morejo delati, grejo sam v peč, a ne, v bistvu ta diskriminacija nekako, pač ne vem, ja. Učenci te dni opazujejo tudi rast rumenih žafranov, ki so jih pred meseci posadili v okviru projekta Krokus, ki ga v Sloveniji koordinira Židovska sinagoga Maribor. Oktobra smo posadili čebuljce rumenega žafrana in to sicer v spomin na žrtve holokausta. Rumeni žafrani nas spominja na zvezde, ki so jih morali nositi Judje. In v času, ko se spominjamo holokausta, to se pravi konec januarja, je čas, ko bodo te žafrani začeli rumeno cveteti. V šolskem letu 2021-2022 v projektu Krokus v Sloveniji sodeluje 84 šol iz vseh delov države. V naši občini je to osnovna šola Preska, ki skrbi za zgodovinski spomin, saj je potrebno dovolj spominjanja, da se grozote več ne bodo ponovile, da bo človek človeku prijatelj in ne sovražnik. Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja, ki deluje pri ZZB za vrednote NOB Slovenije, je na predvečer mednarodnega dneva spomina na holokaust pripravil posebno spletno slovesnost, ki jo sedaj že tradicionalno več kot desetletje pripravlja naša televizija. Spominska slovesnost z naslovom Upanje nosi sporočilo spomina in opomina, tudi s posnetki preživelih taboriščnic. Ni dovolj, da so resnice o taboriščih zapisane v knjigah. Knjige prepogosto stojijo na policah, saj je z njih težko izluščiti bistvo in poiskati prave nauke o temačnih opisih taboriščnega življenja. Knjige prav tako ne moreš spraševati, niti v njej ne moreš poiskati enake topline, kot jo s seboj nosi živa priča. Žal pa se žive priče vse pogosteje poslavljajo od nas in tako se številni nauki pogumnih in velikih ljudi ohranjajo zgor v posnetem gradivu. Na nas pa je, da ohranjamo spomin preživelih. Da nismo tiho, da pretrgamo molk in da dvignemo roko. Da aktivno raziskujemo
in se upremo sistemom represije in vsem oblikam novodobnega fašizma. Ker slednji je med nami in samo na nas je, na nas, da zajezimo in izničimo njegovo širjenje. Da pretrgamo molk, da dvignemo roko in da zavzamemo aktivno družbeno vlogo. Da se borimo proti pozabi in proti konformizmu današnjega časa. Da smo ponosni državljani svoje države in obenem imamo toliko ljubezni v sebi, da s svojimi dejanji podpiramo druge in ne obratno. Medsebojno spoštovanje, strpnost, svoboda in ljubezen do domovine. Na slovesnosti, ki jo je zasnovala Mojca Poredoš, so nastopili številni ustvarjalci, naši redni sodelavci, tudi iz medvoških kulturnih društev. Ob 100. obletnici rojstva pesnika Karla Destovnika Kajuha je bilo veliko kulturnega programa namenjenega njegovi poeziji. Tudi s posebej za to slovesnost premierno v glasbeno Kajuhovo nenapisano pesmijo iz Ječe. O mama, če bi David tu bila, ne veš, kaj se so delali z menoj. Isus mi kri je bruhala na tla. V teh koronačasih so edina stalnica spremembe, tudi oziroma predvsem, če gre za informacije povezane z največkrat izrečenimi besedami v teh dneh, testiranje, samoizolacija in karantena. Zato je edino navodilo: spremljajte vsakodnevne novosti na tem področju in sprašujte na pravih naslovih. Kljub temu, da beležimo rekordno število samoizolacij in karanten, pa vlada ni razglasila epidemije, kar posledično pomeni, da niso aktivirani državni ali lokalni načrti zaščite in reševanja. Zato v občini Medvode zaenkrat ne načrtujejo aktivacije interventnega centra. Vse službe za oskrbo, kot je na primer dostava kosil strani vzgojno-izobraževalnega zavoda in DEOS-a, namreč nemoteno delujejo. Nemotena pa je tudi dostava hrane iz gostiln in dostava iz trgovin. Glede na pretrese na gospodarskem trgu in podražitve storitev in dobrin, ki smo jim priča v zadnjem času in ki v mnogih družinah povzročajo stiske, pa nas iz občinske uprave vendarle prijazno opominjajo na enkratne denarne pomoči, ki jih dodeljuje občina Medvode. Gre za obliko enkratne denarne pomoči, ki jo kadarkoli v letu lahko dodelijo materialno ogroženim posameznikom in njihovim družinam. Znesek te pomoči se usklajuje vsako leto in zadnja leta znaša med 210 in 230 evrov. Gre za obliko enkratne denarne pomoči občine Medvode materialno ogroženim posameznikom in njihovim družinam. Ki tudi rečemo enkratna pomoč, enkratna zaradi tega, ker praviloma enkrat na leto imajo občani možnost, da zanjo zaprosijo, oziroma družine, da se obrnejo na občino. In sicer najbolj pogosto se občani na občino v bistvu v tem zimskem času obračajo za kritje ogrevalnih stroškov. Potem so pa še neki taki tudi izredni v bistvu dogodki, ki se dogajajo v življenju posameznikov in družin, kot na primer izguba zaposlitev, težja bolezen družinskega člana, potem smrt družinskega člana, prisilna izselitev in podobno. Tako da v teh primerih je v bistvu bistveno, da občani vedo, da niso sami, da je tukaj občina, da tudi občina lahko ima neke vzvode, da jim tudi pomaga, poleg seveda države in centra za socialno delo. In kdo so upravičenci do enkratne denarne pomoči? Osebe s stalnim bivališčem v naši občini, ki so brez lastnega dohodka, in osebe, ki z lastnim dohodkom sicer do 50% presegajo minimalni dohodek na posameznega družinskega člana po zakonu, ki ureja socialno varstvo. Gre za nekakšno mejo, ki je s prejemki posameznik oziroma njegova družina ne smejo preseči. Te cenzusi so določeni, mi jih pač izračunamo v vsakem postopku, v vsaki vlogi in jih primerjamo s prejemki, ki jih občani izkažejo v zadnjih 3 mesecih. Je pa občan oziroma družina prejemnik denarne socialne pomoči iz strani države, iz centra za socialno delo,
Je pa samodejno prejemnik tudi te občinske pomoči, pa ni treba v bistvu dokazovati prejemkov v zadnjih 3 mesecih. Samo vlogi se samo priloži odločba Centra za socialno delo. Če poenostavimo, občinske omejitve, ponderji in cenzusi so za 50% bolj ugodni od državnih, tako da lahko zajamejo več občanov oziroma njihovih družin. Od prejemkov odštejejo tudi morebitni mesečni obrok stanovanjskega posojila za nepremičnino, v kateri upravičenec prebiva. Gre pa vendarle za izredno obliko pomoči in ni namenjena golemu preživetju. V lanskem letu in še mesec letošnjega znaša 215,54 evrov. Ta pomoč se bo s 1. februarjem spremenila, znesek bo nekoliko višji zaradi rasti cen v lanskem letu, zaradi inflacije, tako da nekako je primerljiva tudi ta naša pomoč te spodbudi ob rojstvu otroka, ki jo pa tudi mi v bistvu zagotavljamo v siceršnji višini 220 evrov. Želi si, da pomoči ne bi potrebovali, a če se znajdete v stiski, naj vas ne bo sram zaprositi za pomoč, še dodaja Rozman. Izpolnjeno vlogo za občinsko enkratno denarno pomoč skupaj s prilogami lahko date v sprejemni pisarni občine Medvode ali pa pošljete po pošti. Če pa imate kakšno vprašanje, se lahko obrnete na oddelek za splošne, premoženjsko-pravne in družbene zadeve, kjer vam bodo pomagali z informacijami ali pri izpolnjevanju vloge. Enkratna denarna pomoč je bila lani v skladu s sprejetim odlokom dodeljena 173 občanom oziroma družinam. Stroške ob začetku šolskega leta v višini dobrih 100 evrov na upravičenca pa so krili 18 učencem oziroma dijakom. Za to vrstno pomoč so tako lani namenili skoraj 41.000 evrov. Jaz bi rekel, da v zadnjih 3 letih smo kar nekje pri številki 170 do 180 teh pomoči na leto. Zakaj je temu tako? Jaz bi odgovor poiskal v politiki, v bistvu v državni politiki. Zaradi tega, ker so zamrznili to socialno denarno pomoč in počasi višali minimalno plačo. In zaradi tega se posamezniki zaposlujejo, v bistvu tudi posamezniki, ki več let niso bili zaposleni. Rozman pozdravlja to vrstno državno socialno politiko. Preprosto povedano, zaposlujejo se sedaj tudi tisti, ki se jim v preteklosti zaradi premajhne razlike med minimalno plačo in državno denarno socialno pomočjo to sploh ni splačalo. Kar nekaj gradbišč se na novo odpira. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bo z izgradnjo krožišča poskrbela za večjo varnost na državni cesti skozi Smlednik. Ta bo nadomestil dosedanje križišče pri osnovni šoli Smlednik. Občina Medvode in Mestna občina Ljubljana začenjata tudi na terenu z obnovo visečega mostu za pešce in kolesarje v Vikrčah. V teh dneh pa se odpira še eno gradbišče v projektu Čisto zate, čeprav smo poročali, da je gradnja že zaključena. Zaradi nesoglasja enega od solastnikov privatne ceste je bila namreč prvotno načrtovana gradnja odpovedana. Zdaj pa se bo, po prejemu služnosti, vendarle lahko izvedla. Več o teh gradnjah v prihodnjih oddajah, kot tudi o tem, zakaj je občinski svet na zadnji decembrski seji sveta odobril začetek postopka razlastitve v 4 primerih. Nadaljujemo pa s pregledom, kaj se je dogajalo leta 2021. Torej, kaj zanimivega se je dogajalo v zadnji četrtini leta. Nekaj poudarkov. Dogodil se nam je PCT pogoj, poživitveni odmerek cepiva proti COVID-19 in obvezno samotestiranje 3-krat tedensko v šolah. Eden izmed trgov v pobratenem francoskem mestu Kre se je ponoval po Medvodah. Ustanovljen je bil medobčinski inšpektorat in redarstvo. Pozor, redarji že bdijo nad mirujočim prometom. Zabeležili smo nekaj obletnic in konec leta tudi podpis pogodbe za gradnjo največjega in po mnenju odgovornih najlepšega projekta v letošnjem letu. Sredi septembra 2021 je začel veljati odlok, po katerem smo morali PCT pogoj izpolnjevati ne le vsi, ki
ki pri izvajanju dela prihajamo v neposreden stik z ljudmi, ampak tudi vsi, ki so udeleženi v dejavnostih, kjer obstaja možnost izbruha okužbe. Primer, pogoj PCT so morali poleg frizerja po novem izpolnjevati tudi tisti, ki obiščejo frizerja. Obstajale pa so določene izjeme, obisk trgovine, lekarne, banke ali nujne zdravstvene oskrbe. Sredi septembra je občina Medvode pred izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije in obnovo vodovodnega omrežja na območju krajevne skupnosti Senica lastnike zemljišč in objektov povabila na predstavitev idejnega projekta, izdelanega na podlagi njihovih obrazcev z vrisanimi greznicami, da bi bilo projektiranje hišnih priključkov čim bolj optimalno. Hkrati je bil na posamezne lastnike zemljišč naslovljen tudi apel, da podajo služnostno pravico, kjer je to potrebno. To je pogoj, da bi občina lahko za projekt, po prvih ocenah vreden 3,5 milijona evrov, kandidirala za državna nepovratna sredstva. Kolikor služnosti ne bomo dobili, bomo na tistem mestu projekt zaključili, tako da se včasih zna zgoditi, da v kakšno ulico pač žal ne bomo mogli priti. Ampak glede na odziv, ki smo ga imeli strani krajanov na teh predstavitvah, jaz ne dvomim, da teh služnosti ne bi pridobili. Podobna praksa sodelovanja je potekala tudi v krajevni skupnosti Zbilje in Smlednik. In odgovor na eno od običajnih vprašanj. Tako da višina komunalnega prispevka se giba nekje med 1800 evri do pri zelo velikih hišah do 3000 evrov. Po celi občini enako, prav na račun pridobljenih evropskih sredstev v projektu Čisto zate. Občina Medvode se je leta 2021 že 6. zapored pridružila projektu Evropski teden mobilnosti, tokrat pod geslom Živi zdravo, potuj trajnostno. Poleg že ustaljenih aktivnosti je bila prvič organizirana tudi novinarska konferenca s predstavitvijo že izvedenih in šele načrtovanih ukrepov trajnostne mobilnosti. Na uradnem zaključku projekta, na dan brez avtomobila, nas je obiskala tudi nacionalna koordinatorka tega projekta. Vzrok obiska pa dva. Ker je bila naša občina leto poprej razglašena za najbolj aktivno občino v kategoriji nemestnih občin in da preverijo občinske ukrepe za spremembo naših potovalnih navad. 30-40 let smo vlagali vse samo v avtomobil in tudi preteklo bo 10 let in več, da se bojo zadeve obrnile na bolje, ampak se vsekakor bodo morale, ker drugače bomo drveli nekam, od koder ne bo vrnitve. Sama je sicer iz Pirnič in se zato zaveda, kako je nemogoče v celoti uporabiti zgolj javni potniški promet. Lahko pa vsaj kombiniraš. Župana občine Kre in Medvode sta listino o pobratanju podpisala leta 2015 v Kreju in nato še leta 2016 v Medvodah. Zato smo v letu 2021 obeležili 5. obletnico pobratanja. Mene veseli predvsem to, da smo uspeli v Medvodah pred 5 leti pripraviti tak velik dogodek s pomočjo evropskih sredstev, da je bilo vključeno preko 200 prostovoljcev v Medvodah, da smo uspeli najti vse družine gostiteljice, ki so sprejele v svoje domove naše goste. 25. september 2021 pa predstavlja nov pomemben mejnik v zgodovini prijateljevanja. Ta dan se je namreč v Kreju odvila slovesnost, na kateri se je trg pred kulturnim centrom uradno poimenoval po naši občini. Dogodka se je udeležila tudi 25-članska medvoška delegacija. This is a very strategic place in Krej and now it's Place Medvode. Konec septembra smo skorajda po letu dni ponovno poročali o gasilskem tekmovanju na naših tleh. Šlo je za občinsko člansko tekmovanje na Zbiljski Dobravi v organizaciji Gasilske zveze Medvode. Tekmovanje sicer brez običajne uvodne in zaključne slovesnosti s podelitvijo pokalov, ob strogih ukrepih in izpolnjevanju PCT pogoja. Po tej epidemiološki pauzi pravzaprav smo kar zadovoljni z odzivom, seveda počasi se življenje vrača v naše gasilske vrste. Mesec dni kasneje je Gasilska zveza Medvode po enoletnem premoru pripravila tudi skupno vajo vseh društev, ki so vključena v zvezo. Izvedena je bila na Brunarico Osovnik, sicer priljubljeno točko pohodnikov po naših pohograjcih za konec tedna. Predvsem zato, ker je sam teren tukaj zelo zahteven. Ves teren je zelo strm, potem problem tukaj je tudi požarna voda.
Oktobra je na območju naše občine v bodočem športnem parku že sicer potekala ena večjih gasilsko-reševalnih vaj, poimenovana Množična nesreča Medvode 2021. Scenarij pa prometna nesreča z udeležbo 2 avtobusov in 6 osebnih avtomobilov. Lokacija skupne vaje je bila načrtno izbrana. Dejansko gre za nekako mejno območje med 2 GŠP enotama, ki posredujeta v prometnih nesrečah, to je Kranj in pa Ljubljana, in pa v vaji je bila vključena tudi lokalna osrednja enota, ki bi bila dejansko tudi v takih primerih tudi aktivirana. Na prizorišču je bilo 73 gasilcev z 21 vozili, gasilske brigade Ljubljana in gasilsko-reševalne službe Kranj, ki sta bili organizatorki usposabljanja, ter prostovoljnega gasilskega društva Preska. 21 reševalcev s 7 vozili iz 7 zdravstvenih ustanov in 10 policistov s 4 vozili. Aktivirana je bila tudi civilna zaščita občine Medvode. Župani 4 občin škofjeloškega konca Medvod, Vodic in Kranja že nekaj časa vedo odgovor, kako povezati svoje občine z avtocesto in kako priti do Ljubljane na hitrejši in cenejši način, kot ga ponuja državni prostorski načrt nove navezovalne ceste Jeprca-Stanežiče-Brod izpred desetletja z vkopi, viadukti in mostovi. Rešitev naj se raje načrtuje tako imenovana podaljšana celovška 4-pasovnica vse do vhoda v občino Medvode in namesto mini obvoznice po pirniškem obrežju reke Save do Jeprce nova navezovalna cesta na avtocestno omrežje na relaciji Škofja Loka-Meja Vodice. Pobudo s tovrstno vsebino so župani oktobra ponovno posredovali na vse pristojne naslove. Ja, za našo občino to pomeni predvsem razbremenitev, se pravi teh prometnih tokov, ki so trenutni. Govorimo o tem, da se nekaj tisoč oziroma zagotovo tam okrog 10 tisoč vozil dnevno preusmeri na avtocesto. S tem se močno razbremeni, v primeru te navezovalne ceste bi se močno razbremenil promet skozi krajevno skupnost Smlednik, predvsem naselje Hraše, Valborga, Smlednik in Zbilje. Od oktobra 2021 dalje je političen prostor Medvod bogatejši še za en lokalni odbor, občinski odbor Naša dežela Medvode. Ustanovitev, ki ga je pospremila tudi predsednica stranke, dr. Aleksandra Pivec, je potekala, tako kot je za našo občino že značilno, v lokalu, tokrat v središču mesta. Odboru predsednikuje Dejan Krejačič, ki je tudi podpredsednik stranke za osrednje slovensko regijo in glavni urednik Facebook profila spletne civilne iniciative Medvoščani držimo skupaj. In prioriteta? Stanovanja za mlade, neprofitna. Tole bomo po moje resno, tole bomo sigurno predlagali in tudi, če bo prišlo daj na dnevni red in v proračun, z veseljem podprli. Prav stanovanja pa ostajajo še naprej rak rana občine Medvode, ki si je 7. oktobra 2021 na slovesnosti v predsedniški palači uradno za 4 leta nadela naziv Mladi in prijazna občina. Certifikat sicer prejmejo občine, ki uspešno izvajajo ukrepe usmerjene v integracijo mladih, starih od 15 do vključno 29. leta starosti, v posamezne dele družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih. In prav pri slednjem je imela občina Medvode že sicer največ dilem. Ko govorimo o področju zaposlovanja, ko govorimo o stanovanjski politiki, govorimo o nečem, kar je generalen problem države. In tukaj bo, če bomo želeli stvari spremeniti, morala država zadeve postaviti drugače. Prednostni kategoriji za oddajo neprofitnih stanovanj v najem sta dejansko mlade družine do 35 let in mladi do 30 let. Žal pa sta bili na tokratnem razpisu na razpolago samo 2 stanovanji. Eno v velikosti slabih 60, drugi pa v velikosti borih 19 kvadratnih metrov. Prosilcev pa vendarle kar 38. Kostanjev piknik medvoških socialnih demokratov je bil po 3 letih premora nekaj posebnega tudi zato, ker sta bila prisotna kar 2 najvišja predstavnika te stranke v Sloveniji. Aktualna predsednica socialnih demokratov Tanja Fajon in eden od nekdanjih predsednikov dr. Igor Lukšič. Oba sta si dom ustvarila v naši občini. Slednji je sicer že dolgo nazaj celo kandidiral za medvoškega župana. Stranka se tako na občinski kot državni ravni sooča z 2 izzivoma. Prepričati ljudi, da njihov glas na volitvah šteje in
In seveda želim tudi z novimi obrazi, z neko svežo energijo, z obljubami, ki bodo tudi izpolnjene, dobiti nazaj zaupanje volivk in volivcev. Sredi oktobra je v Medvodah potekal pravi praznik lovske kulture. Na 47. srečanju po vrsti se je zbralo 17 skupin rogistov in 11 lovskih pevskih zborov iz vse Slovenije. Med slednjimi tudi naš medvoški, ki je prevzel organizacijo tokratnega srečanja. Praznik lovske kulture je obogatila tudi likovna razstava Andreja Militarova, ki je ob tej priložnosti prejel zlato priznanje prve stopnje za lovsko kulturo. Skozi kulturo, skozi slovensko besedo, skozi slovensko pesem smo dosegli to, da smo danes, ker smo ponosni Slovenci in Slovenke. In mislim, da moramo to bogatiti. Ker je to šlo tudi skozi lovske vrste, je prav, da to kulturo zapišemo v UNESCO dediščino. Turistično društvo Smlednik je 60 let svojega obstoja zabeležilo že leta 2020, a se je praznovanje zavoljo dobro znanih razlogov prestavilo v oktober leta 2021 v Kulturni dom Smlednik, kjer je bilo društvo tudi ustanovljeno. Zaslužnim članom društva so podelili zahvale in priznanja, Turistična zveza Slovenije pa je podelila srebrni znak Lojzu Tršanu, bronastega pa Metodu Ferbarju in Marjanu Maliju, ki je zadnja leta tudi predsednik društva. In večji dosežek zadnjih let, nova društvena okrepčevalnica na Starem gradu. Upam, da bomo še letos dobili porabno dovoljenje in da bomo odprli, svečanost bo pa naslednjem letu. Konec oktobra sta bila izvedena prva dva izmed 32 projektov izglasovanih v participativnem proračunu občine Medvode. Omejitev hitrosti na cesti skozi Zbilje s pomočjo prikazovalnika hitrosti Vi vozite in defibrilator na Škofjeloški cesti 17 v blokovskem naselju Preska. Do konca leta 2021 smo zabeležili še nekaj izvedenih projektov, med njimi najobsežnejšega obnovo igrišča v krajevni skupnosti Senica. Hkrati pa je to že razmislek za obljubljeni naslednji participativni proračun. Tako se rad pohvalim, da je Senica najlepši kraj v Medvodah. Imamo še dosti teh projektov, tako da ne bo zmanjkalo idej, bo prej zmanjkalo denarja, kot pa idej. Načrtovano sobotno množično cepljenje proti gripi v zdravstvenem domu Medvode se je novembra dejansko sprevrglo v cepljenje s tretjim poživitvenim odmerkom proti COVID-19. Možno pa je bilo dobiti tudi oba odmerka hkrati in zavihati rokave na obeh rokah. In kako da ste se odločili še za tretji odmerek? Ja, zaradi varnosti, zaradi sigurnosti. Ne, pač tako zaupam v znanost. Koliko časa že stojite v tele vrsti? Ja, dobro uro. Pa je bil še daleč stran od vhodnih vrat. V zdravstvenem domu Medvode so tak odziv pričakovali. Cepljenje proti COVID-u brez naročanja pa konec leta 2021 razširili na vse delovne dni in se odzvali tudi na dneve cepljenja. Že leto dni je po naših krajih vozil avtomobil z napisom Prostofer. Predstavniki javnega zavoda Sotočje, vodilnega partnerja v projektu Las zapeljamo vas, so ocenili, da so dosegli zastavljeni cilj, čez 200 prevozov oseb. Hkrati pa so opozorili, da Prostofer ni taksi služba. Za prostovoljnega voznika Slavka Kunstka je bila tokratna vožnja 13. po vrsti. Starejšo gospo je peljal v Ljubljano poslušni aparat, potem v lekarno, v trgovino in še v banko. Njegova želja pa, da bi to storitev koristili res tisti, ki jo potrebujejo. Ljudje, ki ne morejo sami voziti, ki nimajo avtomobila, ki nimajo sorodnikov ali v bližini, da ni prometa ali avtobusa, te ljudi so res odrezani od sveta in imam strah ali se bojim, da niti ne vejo, da imajo to možnost. Občinski svetniki so na junijski seji potrdili nov odlok, ki omogoča različne oblike organiziranja pomoči družinam na domu. Na oktobrski seji sveta pa so potrdili odločitev, da bo to storitev po 1. januarju 2022 opravljal javni zavod Sotočje Medvode namesto privatnega zavoda Kometoskrba. Cilj pa, da je ta storitev bolj aktivna, bolj odzivna in bolj prijazna uporabnikom, kot je bila doslej. Ja, mislim, res je, gre za velik izziv. Vprašanje, kakšne so bile sploh druge opcije, ali ustanovitev novega javnega zavoda, iskanje drugega koncesionarja.
Mi smo pregledali primere dobrih praks posod po Sloveniji in smo v bistvu dejansko skupaj ugotovili z neko konsenzom, da bi bilo najboljše, da v bistvu prevzamemo od začetka to pač mi kot javni zavod. Na decembrski seji sveta so občinski svetniki potrdili tudi nove višje cene te storitve, ker pa so potrdili tudi višji odstotek občinske subvencije, se za uporabnike, predvsem gre za starejše osebe, cene niso zvišale. Ponudbo za sodelovanje z novim delodajalcem pa so sprejele vse dosedanje socialne oskrbovalke. Občinski svet občine Medvode je na oktobrski seji potrdil tudi odločitev, da se ustanovi skupni medobčinski inšpektorat in redarstvo občine Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo, ali s kratkim imenom sestavljenim iz kratic MIR, sedežem v Radovljici, ki z delom začne 1. januarja 2022. Občini Medvode pripada en inšpektor in 1,5 redarja. Polovico si ga delimo z občino Škofja Loka, kjer je tudi sedež delovne enote za obe občini. S tem pridobivajo izkušnje različnih občin na področjih inšpekcije in redarstva in s tem se poveča kvaliteta dela, nadzor. Ena od prednosti ustanovitve skupnega medobčinskega inšpektorata je tudi spodbujanje države na tem področju. Državni inšpektorji, kmetijski, gradbeni in tržni se zadnji 2 leti spet ukvarjajo s projekti družine Zavašnik, tokrat 6 mobilnimi hišicami, ki so jih Zavašnikovi postavili pod imenom Village Lipa in to na črno, zato gradbena inšpekcija terja njihovo odstranitev. Postavljene so na kmetijsko zemljo, del tudi na parkirišče, za katerega pa je kmetijska inšpekcija že leta nazaj zahtevala, da se povrne v prvotno stanje. Zakaj nič od zahtevenega ni narejeno, smo se spraševali tudi jeseni 2021, ko smo zasledili povabilo na drugo govejo župco v klub Seven, ki je naslednik diskoteke Lipa, in se spraševali, kako to, da mobilne hišice še stojijo in se celo tržijo. Mesec november je usoden. Novembra leta 2019 je namreč Državni zbor sprejel priporočilo, naj okoljsko ministrstvo zaščiti ljubljanski vodonosnik in ustavi gradnjo povezovalnega kanala C0, ki naj bi kanalizacijo iz občine Vodice in dela občine Medvode pripeljala na centralno čistilno napravo v Zalogu. Novembra leta 2020 je Ustavno sodišče zavrglo ustavno pritožbo in tako omogočilo, da Mestna občina Ljubljana pridobi še manjkajoče gradbeno dovoljenje. Novembra leta 2021 pa je okoljsko ministrstvo razveljavilo pravnomočno gradbeno dovoljenje za del trase, češ da mora biti prej izvedena presoja vplivov na okolje in pridobljeno okoljevarstveno soglasje. Ljubljanski župan Zoran Janković je menil, da gre zgolj za predvolilno gonjo proti njemu osebno. Zdaj sprašujem, nekdo sam sebi, ki plačuje ta projekt, ukinja 6 metrov, pri čemer, kot veste, imamo neke roke, ko moramo to zaključiti, govorim za Republiko Slovenijo. Če ne bo v roku, ki je september 2023, zaključeno, pride kazen za Republiko, ki lahko doseže milijon evrov dnevno. Hkrati smo poročali tudi, da je projekt Čisto zate na območju občine Medvode gradbeno zaključen. V Sloveniji je že dovolj nestrpnosti, razdvojenosti, sovražnosti. Ni potrebno, da to prenesemo tudi v šolo. Želimo si, da pouk poteka v varnem in spodbudnem okolju. To je del apela, ki so ga ravnatelji medvoških osnovnih šol naslovili na starše pred 17. novembrom, prvim dnem obveznega samotestiranja učencev 3-krat tedensko v prostorih šole in obveznega nošenja kirurških mask v šolah. Deležni so bili peticij, groženj s tožbami, napovedani so bili izhodi staršev. Dvom v smotrno samotestiranje v šoli je sicer obstajal, ne pa tudi dvom v sposobnost samotestiranja učencev. Otrok je zelo učljivo bitje, hitro se nauči, igrajo igrice, ki jih jaz ne znam igrati, pa se ne bi znali ne palčke v nos dati, pa temu skoraj ne verjamem. Civilna zaščita občine Medvode pa je za voljo epidemioloških razmer na organizatorje prireditev, srečanj in druženj naslovila apel, naj dobro razmislijo o tovrstnih dogodkih, ali so nujni ali pa jih lahko prestavijo na obdobje, ko bo epidemiološka slika ugodnejša.
Tudi zato, razen prazničnih luči in dobro obiskanega drsališča, seveda ob upoštevanju vseh ukrepov, tistega pravega prazničnega decembrskega vzdušja oziroma druženja v središču Medvod ni bilo. Tudi večina ostalih prireditev se je preselila na male ekrane. Koordinirano in pa načrtovano sprejemamo odločitve za boljši vsakdan naših občanov. Cilj vsega skupaj je, tudi vladnih ukrepov, občinskih, vseh, je varnost. Temu apelu so se odzvali tudi organizatorji akcije Moja dežela lepa in gostoljubna in zaključno prireditev prestavili na splet in male ekrane. Tokratna je bila že 25. po vrsti. In še do danes nam ni zmanjkalo, bi rekla, novih, lepih koncev po Medvodah. Ljudje se resnično trudimo, vsi skupaj, da nam Medvode izgledajo lepo in urejeno. Po odločitvi 4-članske komisije je bilo podeljenih 11 priznanj v 6 različnih kategorijah. Po odločitvi Turistične zveze Medvode pa še 2 posebni priznanji. Ireni Smolen, dolgoletni članici Turističnega društva Smlednik in podmladku Turističnega društva Pirniče. In ker običajne prireditve tudi tokrat ni bilo, so člani komisije večino priznanj odnesli dobitnikom kar na teren. Brez posebne slovesnosti smo zabeležili tudi obletnico Centra za starejše Medvode. Ta je svoje vrata odprl 16. novembra leta 2001, 498 dni po polaganju temeljnega kamna. Aktualna statistika pa 195 stanovalcev, nekaj manj kot sicer, in 104 zaposleni. Med njimi vsa leta na recepciji tudi domačinka Darja Osredkar. Tukaj je naš praktično drugi dom. Pač smo tako povezani s stanovalcem, da pač smo že kot domači, kot doma. No. In ugotovitev, da je delo v domovih za starejše že sicer med fizično in psihično zahtevnejšimi in da si za isto plačo marsikdo raje poišče delo drugod. V Deosu so zato uvedli tudi svoje interne načine pridobivanja novega kadra, štipendiranjem in izobraževanjem. Plačna politika je takšna, kot je po kolektivni pogodbi in upamo, da se bo izboljšala, saj menim, da si naši zaposleni zaslužijo boljše plače. V teden Slovenske Karitas se je na prvo adventno nedeljo ponovno, in to že 30. zapored, vključila tudi televizija Medvode z oddajo Klic dobrote. Zbrana sredstva, 1080 evrov, so župnijske Karitas namenile za terapije 47-letnega doktorja Aleka Cvitra, ki prebiva v župniji Preska. Je človek številnih talentov, poliglot, glasbenik, pesnik, teolog, publicist, esejist, predvsem pa duhovnik, ki je številnim pomagal v stiski. Huda bolezen pa ga je prikovala na invalidski voziček, mu odvzela sposobnost razločnega govora in sluh. Mednarodna komisija Pro-PR Globe Awards je odločila, da leta 2021 priznanje za doprinos k razvoju odnosov z javnostmi prejme tudi Aleksander Salkič, direktor korporativnih komunikacij pri podjetju Petrol Ljubljana. Svojo poklicno pot je začel kot novinar in voditelj informativnih oddaj na televiziji Medvode, kar počne še dan danes. Nadaljeval jo je še na ostalih lokalnih in komercialnih televizijah. Pred več kot 20 leti pa je iz novinarstva prestopil med PR-ovce. Najprej je skrbel za odnose z javnostmi pri Slovenskih železnicah, od leta 2005 pa pri Petrolu. In recept za dobro delo? Predvsem je potrebno, tako kot v vseh drugih poklicih, biti vedno transparenten, iskren, delati v dobro podjetja, delati v dobro družbe, organizacije, ljudi, v katerih posluješ, delaš. Med 10 posamezniki, ki so prejeli najvišje priznanje Planinske zveze Slovenije, svečano listino za dolgoletno predano prostovoljno delo, tako v lokalnem kot širšem družbenem okolju, je bil leta 2021 ponovno Medvoščan Dušan Brekič. S svojim skoraj 40-letnim delovanjem na različnih področjih, kot predsednik, gospodar, še vedno tudi kot vodnik, je zelo zaznamoval delovanje Planinskega društva Medvode. To ni samo moje delo, to ni samo moja zasluga. Če ne bi bilo sodelavcev, tudi tega mojega priznanja ne bi bilo.
Slovesnost je ob strogem upoštevanju koronskih ukrepov ponovno potekala v Medvodah, tokrat v obnovljenem kulturnem domu Medvode. Sredi decembra leta 2021 je župan Nejc Smole v imenu občine Medvode podpisal pogodbo z izvajalcema največjega projekta v letu 2022 v občini Medvode, vreden je več kot 2,2 milijona evrov. Začetek gradnje je bil sicer načrtovan že leta 2021, vendar je občina na prvo javno naročilo prejela bistveno previsoke ponudbe, zato je v začetku septembra ponovila prilagojeno javno naročilo. V prvo je namreč iskala enega izvajalca za vsa dela, v drugo pa 2 izvajalca in ju našla. Podjetje Lavako za kolesarsko pot Medvode-Vikrče in podjetje Vetri s partnerjem podjetjem Garnol za Brv čez Savo pri občinski stavbi. Vsi so enotni, gre za lep projekt in župan še, da se sicer v letu 2022 načrtuje več finančno zahtevnih projektov. Ampak tukaj gre pa za enega izmed tistih, s katerimi verjamem, da delamo največjo dodano vrednost življenju v našem kraju. Skratka, kljub vsemu zanimivo leto je za nami. V prihodnji oddaji, tik pred slovenskim kulturnim praznikom, pa sledi še pregled pomembnejših kulturnih dogodkov. Nenazadnje, občinski svet je lansko leto sprejel, brez pripomb in dvomov, strategijo razvoja za to področje. Nedelja Božje besede je praznik Svetega pisma, ki ga je papež Frančišek s pismom z naslovom Odprl jim je leta 2019 razglasil za vso cerkev in ga obhajamo na 3. nedeljo v letu. Letos je bilo to v nedeljo 23. januarja. Na poseben način so nedeljo Božje besede obeležili tudi v Medvoški knjižnici, saj je od ponedeljka dalje pa vse do 11. februarja na ogled postavljena posebna razstava, ki so jo pripravili v župniji Preska. Ni naključje, da se nedelja Božje besede obhaja ravno v mesecu januarju, saj je to tudi mesec verskega tiska. V Sloveniji to nedeljo sicer praznujemo že več kot 30 let, letos pa tretjič na ravni celotne cerkve. Na to nedeljo smo se pripravljali s celim tednom pred nedeljo. Vsak večer smo pri maši poslušali uvod v mašo in uvod v Božjo besedo, kar je nekaj posebnega. Potem pa nagovore, ki so jih pripravili slovenski eksegeti oziroma predavatelji, tisti, ki študirajo, ki raziskujejo Sveto pismo in so nam skozi te uvode oziroma razmišljanja odkrivali globine Božje besede. Potem v župniji so družine in tudi posamezniki prepisovali Lukov evangelij in delček teh prepisov je tudi kot zadnji pano razstave. Župnija Preska se še posebej zahvaljuje Medvoški knjižnici, da je omogočila, da del tega dogajanja ponudi tudi vsem ostalim občanom v obliki razstave. Zato, ker verjamemo, da Božja beseda je beseda, ki človeka pomiri, ki v življenje človeka posveti kot sonce, z eno posebno toplino, z enimi posebnimi odtenki, zato ker verjamemo, da ta beseda ni samo beseda, ampak je več kot beseda, je tisto, kar reče, to tudi je. Je beseda, ki ni samo govorila o življenju, ampak je življenje. Beseda ni samo govorila o svetlobi in o luči, ampak je luč, je svetloba. In se mi zdi, da danes človek v teh razmerah, v katerih smo, prav to potrebuje. Božjo besedo so predstavili ne le s citati iz Svetega pisma, ampak so jih opremili tudi s fotografijami, ki so nastale v naši občini in s fotografijami iz arhiva misionarke sestre Snežne, ki so nastale v času njenega bivanja na Salamonovih otokih. Že tretjič je geslo te nedelje vzeto iz svetopisanskega odlomka o emavških učencih, kako sta Jezusa spoznala polomljanje kruha, potem ko jima je on razlagal pisma in hodil to pot skupaj z njima. Letos je še to toliko bolj poudarjeno, glede na to, da je papež Frančišek začel sinodo o cerkvi po vsem svetu pod naslovom Hodimo skupaj na poti. In del vsega tega dogajanja v župniji, v cerkvi na Slovenskem in po vsem svetu, delček tega prinaša tudi ta razstava. Geslo tokratne nedelje Božje besede bi lahko obesedili tudi sloganom od branja do oznanjevanja, od bralca do pričevalca. Gre prav za to, da od samega branja Božje besede preidemo k oznanjevanju. Ta korak niti ni tako težek,
če vemo, zakaj gre pri tej besedi. Ne gre za to, da jaz besedo preberem in to, kar sem prebral, kot obnovo povem naprej. Ampak gre za to, da to, kar preberem, najprej v srcu premišljujem in ko ta beseda dobi dom v mojem življenju, se moje življenje spremeni. In oznanjevanje besede Boga ni obnavljanje, ni govorjenje te besede, ampak je predvsem življenje iz te besede. Razstava bo na ogled do 11. februarja v času poslovanja knjižnice. Ta do nadaljnjega deluje po poletnem urniku. Napetost pred olimpijskimi igrami v Pekingu narašča, tudi med smučarji tekači, ki so tja odpotovali prav danes. Glavno slovensko orožje med njimi bo Valbružanka Anamarija Lampič, ki v šprintu sodi v ožji krog favoritinj za medaljo. Veliko si lahko obetamo tudi od ekipnega šprinta, kjer bo nastopila skupaj z Evo Urevc. Na svojih drugih olimpijskih igrah pa bo podobno kot Anamarija nastopil tudi njen brat Janez Lampič. Anamarija je svoje pričakovanja pred odhodom v Peking predstavila prejšnji petek na online novinarski konferenci. 8. februarja bo veliko oči uprtih v Anamarijo Lampič, našo najboljšo tekačico na smučeh. Na slovenski kulturni praznik bo namreč na olimpijskih igrah v Pekingu na sporedu šprint, kjer v sam vrh sodi tudi slovenska tekmovalka. Lampičeva se je v letošnji sezoni svetovnega pokala 3-krat povzpela na stopničke, 3-krat je bila 3. V skupnem seštevku svetovnega pokala trenutno zaseda 9. mesto, v posebnem šprinterskem pa 2. Po zaključeni novoletni turneji, ki jo je končala najvišje doslej na 12. mestu, se je odpravila na višinske priprave v Italijo, kjer je pilila svojo formo vse do 20. januarja. Tako da sem v bistvu prvih 2 dni preživela na višini, lepo počivala, tako da sem se res adaptirala in pa začela počasi z treningi. Tako da sem na zdaj 16 dni gor, tako da res 16 dni sonca, minus 10, tako da perfektni pogoji, tako da ja, sem ful zadovoljna s treningi in ja, forma je, počutje je dobro. Večji stres, priznava, se je pričel s prihodom v domovino, saj je v porastu okužb s koronavirusom največ svoje pozornosti namenjala temu, da ostane zdrava do pričetka iger. Mislim, da pa najbolj stresen je pa zdaj, ko sem prišla domov, pa ne samo zame, za vse športnike, mislim, da pač kjerkoli dobiš to korono in se mi zdi, da v bistvu je to najbolj stresen zdaj za nas. Mislim, jaz na tekme sploh še ne mislim, tako da zdaj najprej to, da drug teden, ko bom na Kitajskem, da naredim to kljukico, pa začnemo odštevanje do tekem. Zaradi rizika okužb tekmovalcev pred vrhuncem sezone so bile v januarju odpovedane tekme svetovnega pokala tako v Franciji kot tudi v domači Planici. Tako se je Lampičeva pred olimpijskimi igrami morala sprijazniti s kar enomesečnim tekmovalnim premorom. Ja, jaz sem vesela, da sem šla cel tur čez, da sem res imela veliko tekem, ker ja, smo edini v bistvu, ko zdaj le 1 mesec ne bomo imeli tekem. Vsi ostali alpinci, skakalci, biatlonci imajo tekme normalno, mi smo edini, ki v bistvu bomo imeli 1 mesec premora, kar mi ni lih všeč, ampak ja, bila sem skoraj 100%, da Planica bo, mislim, tako smo vsi upali. V bistvu bi rabila vsaj kakšno tekmo, no, da daš, ne vem, vsaj tisto nervozo malo ven iz sebe, ampak ja, vsi bomo na istem, mislim, gledam ostale ekipe, več ali manj bojo zdaj pred olimpijskimi igrami, so pač na višini, ali to Livigno, Lavazze ali pa Salzar Alm, tako da vsi so tam, ne vem, če bojo imeli kakšne tekme, ampak ja, vsi smo na istem, tako da bomo videli pa tam. Velika neznanka je tudi olimpijska proga, saj nihče od tekmovalk in tekmovalcev sploh še ni bil na prizorišču. Posledično so tudi informacije o progi zelo skope. Veliko ljudi me sprašuje, kakšna je proga tam, nimam pojma. Vem, da je visoka nadmorska višina, vem, da bo dosti dolg šprint, kar bi lahko rekla, da meni veliko bolj odgovarja, kot če bi bil krajši. Tako da ja, videla sem sliko stadiona, ampak stadioni so vsi ravni, vsi isti, tako da mi to kaj preveč ne pomaga. Slišala sem tudi govorice, da je profil dosti podoben Planici, da niso ful strmi klanci, ampak da so napeti dolgi, pa da je sneg res več ali manj samo umeten,
da ni veliko vlage, da je zelo suh mraz, tako da to pomeni, da tudi bo zelo počasen sneg, kar mi ni lih všeč, ampak bo za vse isto, to je pa to. Mislim pa, da kaj več informacij pa nimam. Anamarija je razkrila, da bo v Pekingu nastopila v šprintu na 10-kilometrski razdalji in ekipnem šprintu. Niso pa to prve olimpijske igre za 26-letno šampionko iz Valburge, nastopila je že v Pjongčangu pred 4 leti, kjer je osvojila 6. mesto v ekipnem šprintu, 7. mesto v posamičnem šprintu in 8. mesto v ženski štafeti. Tokrat so apetiti najvišji možni. Itak vsak tekmovalec, ki gre na olimpijske igre, si želi, hoče medaljo, ampak dobiti jo pa nekaj drugega, ne. Tako da, ja, borila se bom itak za medalje, ampak jaz mislim, da če izboljšam rezultat iz prejšnjih olimpijskih iger, bo zame to že velika kljukica. Ja, mislim, da bo najbolj ključen to, da na Kitajskem pač naštudiram progo in v bistvu, da bom odločna, no. Odločna, da ne bom cincala, bi po domač lahko rekla, da bom res takrat, ko se mi bo zdela, napadla in to je to, no. Nordijci z našima Anamarijo in Janezom Lampičem na čelu so prav danes odpotovali na Kitajsko. Dan D jih torej čaka 8. februarja s tekmami v šprintu. Z 10-kilometrsko preizkušnjo bodo dekleta opravila 10. februarja, ekipni šprint pa bo na sporedu 16. februarja. Pretekli vikend so se na Bonovcu merili mladi nordijski kombinatorci. Smučarski klub Triglav Kranj je namreč odlično pripravljene medvoške proge izkoristil za tekaški del preizkušnje za državno prvenstvo. Ker na tekmovanju ni bilo medvoških predstavnikov, pa smo priložnost izkoristili za dosedanji pregled sezone v NŠD Medvode. Odlične razmere na Bonovcu ter lepo sobotno sončno vreme so za izvedbo tekmovanja izkoristili v smučarskem klubu Triglav Kranj, ki je bil organizator tokratnega državnega prvenstva v nordijski kombinaciji. Potem, ko so dopoldne skakalni del preizkušnje opravili na 40-metrski skakalnici v Kranju, je popoldne sledil še tekaški del. Spremljali smo lahko 32 kadetin in kadetov v starosti do 12 oziroma 13 let, ki so se pomerili na 3 km dolgi tekaški preizkušnji v prosti tehniki. Kombinacija je malo manj popularna, zato ker moraš malo bolj trpeti čez zraven, a ne pri skokih bolj uživajo. Je pa vedno več mladih je, tako da jih imamo tudi nekatere tekme po 50 tekmovalcev, ker je skoraj polovico, ne, ker v mlajših kategorijah jih učimo in smučarskega teka in smučarskih skokov, potem se pa nekje pri 15-16 letih pa se sami odločijo, kje so boljši. Med nordijskimi kombinatorci bi lahko zaman iskali medvoške predstavnike, zato pa smo povprašali predsednika Nordijskega športnega društva Medvode, Damjana Jenka, kako so zaenkrat zadovoljni z letošnjo sezono v domačem nordijskem klubu. Ja, letošnjo sezono smo začeli nekako po planih. Sezona poteka tako, kot smo si nekako zastavili. Trenutno tudi tekme za pokal Ergeta potekajo nemoteno, kakšnih posebnih odpovedi ni. Enako velja za mednarodne tekme. Trenutno imamo del ekipe tekmovalne v Italiji, v dolini Fieme na Evropskem pokalu. Upamo na dobre rezultate seveda. Lanska koronska sezona je zanimivo prinesla porast članstva v najnižjih kategorijah Cicibanov in Cicibank, skupno pa v klubu trenutno skrbijo za razvoj 30 nordijskih tekačev in tekačic. Imajo pa v letošnji sezoni idealne pogoje za to, da večino treningov opravijo na domačem Bonovcu. Tukaj opravimo vse, te lažje treninge. Če je pa potreba za kakšnimi bolj specialnimi, pa je pa treba se zaperati tudi nekakšno pokluko ali pa v planico. Tako da zaenkrat je v redu. No. Po odhodu Aleša Grosa za razvoj tekmovalcev skrbi trener Aleš Petek, Tjaša Trampuš pa vodi B skupino. Pri mlajših mladincih rezultatsko trenutno izstopa predvsem Matevž Marinko, že drugo leto zapored državni prvak. Imajo pa v klubu že 5 let aktivno tudi biatlonsko sekcijo, ki v mlajših kategorijah do malokalibrske puške prav tako že posega po najvišjih uspehih na državnem nivoju. Tukaj bi izpostavil Zalo Zupan, ki je bila letos že državna prvakinja na Pokljuki v kategoriji starejših deklic, tako da imamo tudi ta strelski del, čeprav smo majhen klub, izredno, tudi trenersko, kvalitetno pokrit, tako da imamo kar nekako dobre rezultate, glede na to, da smo bolj manjši klub.
Sezona nordicov se zaključuje v mesecu aprilu, do takrat pa Medvoščane čaka še lepo število preizkušenj. Poleg tega pa v klubu skrbijo tudi za osnovne in nadaljevalne tečaje smučarskega teka za rekreativce na Bonovcu. Jenko priznava, da je povpraševanja vedno več in da mu le s težavo sledijo. Termine razpisujejo sproti, možni so tudi individualni tečaji, zato je upati le, da bo povpraševanju sledilo tudi vreme in da bodo tekaške proge lahko kljubovale tudi spomladanskim vremenskim razmeram. Tedensko črno kroniko kot običajno pričenjamo s poročilom o obravnavi prometnih nezgod. Medvoški policisti so v Medvodah obravnavali prometno nesrečo z manjšo materialno škodo in ker sta vozili in voznika izpolnjevali pogoje za udeležbo v cestnem prometu, so odstopili od ogleda. V Vikrčah pa je povzročitelj prometne nesreče pobegnil, vendar so policisti na podlagi pridobljenih podatkov ugotovili, kdo je. Na naslovu bivališča ga sicer ni bilo, vendar se bo v bližnji prihodnosti zagotovo iz oči v oči soočil s policisti, ki želijo njegovo izjavo, da bodo lahko izrekli primerno kazen. V Žlebah pa je starejši mladoletnik z neprilagojeno hitrostjo divjal po vozišču in izgubil oblast nad vozilom ter trčil v objekt ob vozišču. Za njegova dejanja ga čaka srečanje s sodnikom. V Medvodah je vlomilec silo telesa in primernim orodjem uspel skozi balkonska vrata priti v objekt in ukrasti več različnih predmetov. Prav tako v Medvodah so policisti obravnavali kaznivo dejanje poškodovanja vozila. Predlagatelj je odstopil od pregona kaznivega dejanja, o tem pa bo obveščeno okrožno državno tožilstvo. Denarnica v vozilu pa je najbrž privabila vlomilca, ki je plen odkril v vozilu v Zavrhu pod Šmarno goro. Storilec je seveda, poleg poškodovanja vozila, iz denarnice pobral vso gotovino. Sledi še nekaj stalnih opozoril. Drzne tatvine v stanovanja in hiše sicer težko preprečite, lahko pa zavarujete svoje premoženje in se obnašate odgovorno. Zaklepajte stanovanja in bodite pozorni na kakšne sumljive osebe ali pa vozila v kraju vašega bivanja. Ob tako visokih številkah okužb z virusom COVID-19 je seveda na mestu poziv k odgovornemu obnašanju, policisti pa še dodatno opozarjajo na upoštevanje odrejenih ukrepov in prepovedi. Obiskovalce turističnih točk v občini pa seveda pozivamo na primerno parkiranje. Policisti napovedujejo poostren nadzor mirujočega prometa in opozarjajo, da bodo zoper kršitelje dosledno ukrepali. Ponovno opažajo porast vlomov v vozila, zato vas opozarjajo, da v parkiranih vozilih ne puščajte vrednejših stvari, predvsem pa na vidnih mestih nič takšnega, kar bi utegnilo pritegniti radovednost potencialnih vlomilcev. Več o delu medvoških policistov in njihovih kolegov iz Policijske uprave Ljubljana pa lahko spremljate na Facebook strani Policijske uprave Ljubljana. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo. Prijeten večer vam želim še naprej in seveda nasvidenja do prihodnjič. Se vidimo. Lep pozdrav.